Mislim, da sem v knjigi Jonathan Haidta zasledil statistiko o tem, koliko samomorilnost v bistvu se v zadnjih 10 letih 12 je šlo gor, ne? Ja, punce od 12 do 16 je šlo za, ne vem, 80%, ne vem. Ful je šlo gor, ja. Vse mentalne, tudi naši NIJZ podatki so v zadnjih od 2005 do 2015, vem, da je bil tako. Za punce, ne? Mislim splošno, ja. No, ampak punce tudi, to sem hotel povedati, da so punce v bistvu je trend slabši kot pri fantih. Ne? In dosti teh sociologov, psihologov ne vejo točno, kaj je vzrok, ampak glih v tem času je porast teh družbenih omrežij. Ne? Ker punčke so recimo, rečeva zdaj zelo na grobo na Instagramu, ne? Pa v bistvu delajo ta svoj vizualni, socialni del, ne? Fantje so pa igrce, ne? Zdaj so tako zelo na grobo razdelili. Ja. Koliko imate klekej stika z puncami? Zdaj, punce, gamerke, dejansko se ta odstotek čez čas zgleduje, mislim, bo isto. Bo isto? Zdaj smo že nekje, mislim, da 55, 45 ali pa vsaj 40, 60 tam nekje. Kaj pa igrajo punce? Pa isto tudi, ko jih vprašam, Fortnite, a veš, tudi streamerke, ne, to je tudi zdaj a thing, ne, ženske streamerke so hitro uspešne, lahko, ne. Fortnite, Minecraft, mobilne igre, tudi naprimer, veš, meni se zdi, da velikokrat, ko jaz rečem tu, ne, igranje iger, mi takoj pomislimo na komb, pa konzole, pa te stvari. Moramo se zavedati, da 54% dobička v videoigralski industriji je mobilne videoigre. Torej več kot polovica. Ne? Mobilne videoigre so v zadnjih letih totalno prehitele vse ostalo. Ne? Ja, pa doskrat tudi vidiš, greš zdaj sicer ne v restauracijo, ne, in je otrok na gejma Fortnite na telefonu. Ja, to se že danes vse dajo. Sem za ljudi, ki si ne predstavljajo tega, da rabiš mislijo, da rabiš računalnik, da se to sam doma dogaja. Ne, ti boš v bistvu napravo sabo nosil in to svojo odvisnost sabo nosiš. Ne. In ti si v bistvu skozi preklopljen na to. Tudi e-šport se je začel razvijati mobilni, kar je bil meni veš, jaz sem zelo v tej sceni, pa mi ni to nikoli bilo tako, se pa to je ok, right? In ko sem pa prvič videl na odru, a veš, na odru so stali, pa množica ljudi gleda e-šport in na telefonu igrajo, sem pa imel sem tisti, opazil sem pri sebi tisti feeling, shit, interesting. Zanimivo je. Ja, veš tako, da mi je bilo nepoznano, right? Ker nisem jaz mobilni gamer, še tako old school, right? Ja. Za prihodnost tudi mogoče samo ta plugin, 5G prihaja. 5G, mislim, počasi bomo prišli do hitrosti, ker boš ti lahko na telefonu igral karkoli boš hotel, cloud gaming, ne? Kjer se bo igra procesirala nekje v cloudih, ne? Ti boš pa samo inpute v bistvu tja pošiljal, pa dobi sliko nazaj. Ne? Ja. Torej, God of War na telefonu, na VC-u, doable. Ne? Se zdaj imaš že to opcijo, zato ker če imaš doma konzolo, ja, lahko streamaš. Ti pa govoriš o tem, da jaz niti ne bom rabiš niti, sploh. Google Stadia je eden izmed teh. Pa Nvidia ima svojo. Ne, pa. Ja, to je sigurno prihodnost tega, da bojo veliki, mislim, ta prave igre dostopne kjerkoli, iz kjerkoli naprave. Ne. Niti ne bo to bo lahko Android telefon za $100. Ne. Ja, punce smo še sem to. So pa procentualno gledano večji odstotek, naprimer Instagram, Snapchat, TikTok, mislim, da je večinoma so punce, no? Večji odstotek so punce. Moški dominirajo pa seveda videoigre, pa bolj, naprimer Twitch je večinsko ima moški. Tako, mislim, ker je povezan z igrami. Ker je ful povezano z igrami. Pa YouTube se mi zdi, da so to pa splošna statistika, bolj moški so na YouTube, kot ženske. Ne? Ampak ni velikih razlik. No. Tako da družbena omrežja bolja. Se tudi ta problematična raba družbenih omrežij je v bistvu v Sloveniji, mislim, ko je bila ta raziskava, je bilo tudi pri puncah bolj izpostavljeno. Kaj pa tam vidimo, a so iste posledice, ker jaz mislim, da tako ne. Imamo mi neko igro, kjer otrok ustvari svoj karakter. Ne? In s tem se nekako svoj ego projecira noter na tisti karakter. Se pravi, on se razcepi. Ne? On ima v bistvu neko lik, persono, ego, delček ega ima tam v tem liku. Ne? In zato je to tako vabljivo tudi. Ne? Jaz sem nek v komunitiju lahko zelo cenjen posameznik v igri. In jaz imam tako opremo. In je zelo podobno z
z fizičnim svetom. Ne. Pri puncah je pa mal drugače, ampak zelo podobna dinamika, kjer ti svoj, recimo, Instagram profil delaš. In v bistvu vzemaš stvari iz fizičnega sveta, jih filtriraš, jih sortiraš in s tem narediš svojo prezenco, ki pa tudi ni čist tvoja. In to se isto dogaja, ta projekcija svojega ega v virtualni svet. In jaz mislim, da tukaj bolj na tem socialnem delu sloni ta ženski del populacije, ali pa na Instagramu bolj ta socialni del. Kakšne so tukaj posledice za posameznika? Zdaj mi imamo tudi spletno nasilje. Zdaj lahko gremo, tu bi lahko zašla v celo to, pošiljanje nudcev, pa golih fotografij, pa to je začistno vesolje tega. Ampak tu pride bolj, kje se rizično potem izpostavlja, če je ta torej prekomerni čas na družbenih omrežjih, so neke raziskave, tako si prej rekel, torej nespečnost, depresivnost, anksioznost, samopoškodovanje, samomorilnost, te stvari. In pa tudi spletno nasilje. Tem več časa sem gor, tem bolj sem izpostavljen nekim okoljem, ki so lahko toksična, ki lahko dajo neke, ki mojo samopodobo napadajo, tako jo lahko krhajo. Zdaj ta projekcija ega, kako si ti to opisal? Mislim, seveda, svoje persone ustvarjamo, lažne profile, kdo sem jaz, kdo je pa tista persona na spletu, ni nujno, da sta to iste osebe. Izkrivljena podoba. Mislim, v obeh primerih se zelo podobno dogaja lahko, torej v igrah in na družbenih omrežjih. Sam igrca je drugačna, to sem hotel povedati. Okolje. Tam je igra, dejanska igra, Fortnite, klej pa igra, ki se pretvarja, da je všeč kot ženska. Je pa socialna igra, je pa v bistvu ta klasična igra, ki smo jo igrali v Tribu. Kjer moški je najboljši samec, je alfa samec, in kjer ženske so primerne za njega. In zdaj, kako jaz gledam, je ponovadi to bilo, zato ker s tem poveš kot ženska, koliko sem zdrava. In kako sem primerna za reprodukcijo. Čisto zelo poenostavljeno, da me ne bo kdo zelo natančno citiral. In jaz mislim, da to igro igrajo na Instagramu. In ta igra je ful nevarna igra. In zakaj je nevarna igra? Pa zakaj so posledice vsega tega, zvišana samomorilnost pa to? Zato, ker v bistvu ti dejansko bolj to si, kot ta fant, ki igra Fortnite. On ve, da ta lik ni on. Tukaj pri tej projekciji ega je pa to zabluran. Sem jaz, ampak v bistvu nisem jaz. Kdo sem v bistvu jaz? Pa skozi moram biti popolna, da me bojo ljudje cenili. Ta slika je dobila manj lajkov, postajam debela, in je vse zelo na fizični način povezan. Jaz lahko zgubim Fortnite, pa rečem, slab dan imam Fortnite. Jaz ne dobim lajkov na svojo sliko. To sem jaz. Posebnost je, Teže je, sploh pri toliko mladih letih, se odcepiti od tega ega. To mi pol starejši delamo, rečemo, nisem jaz svoj avto, nisem jaz svoj karijera, ampak da se ti pri 15 letih igraš to igro, to mene kar zmrzi. In v bistvu cela tvoja vrednost sloni na tem, kako ti izgledaš. In to ni res. Ta svet Instagrama, TikToka, karkoli ti pa to sporoča. In to je ful... Tudi realnost drugih vidiš, tudi to je stvar. Ti ne samo primerjanje, da si ti samo upisal to izkušnjo iz prve osebe. No, sej 100 lajkov primerjaš z 300 lajkov. 100 lajkov lahko ful velik lajkov. Ne mali, ker ima 500. Primere. Vse to je tudi stvar tega, da internet vedno izpostavi ta neke izjeme, oziroma vedno pride na vrh ta najboljša. Pa bolj ekstremni. Več riti pokazati, več. Mislim, karkoli jaz v življenju naredim, bom na netu najdel nekoga, kot so znajo narediti 6-krat boljše. Ni važno, kaj je. Pa če je najbolj bizarna stvar kot frckanje kovancev v kozarec iz 100 metrov. 100% na netu to nekdo dela, boljše kot ti. Res je,
In ja, torej, mal tu potem bi bilo treba ta fokus, ne? Se mi zdi, da ta fokus je posledično na cel svet. Tako jaz se s celim svetom primerjam v enem momentu. Ja. In da bi ta fokus se v bistvu mogel malo zmanjšati na to, okay, kaj pa je v moji immediate okolici, ne? Kje sem jaz malo v razredu, recimo. Kje sem jaz v razredu, ja. Kje sem jaz v domu, v svoji okolici. Ne?